Pozdravljeni, z vami je ekipa Absolutne ničle. Zdravljeni, smo dijaki druge gimnazije Maribor in obiskujemo program mednarodne mature. Moje ime je Rok. Moje ime je Matija. Moje ime je Hana. Moje ime je Luka. Začnimo s splošnim pregledom ekonomske aktivnosti v Evropski uniji. Kakšno je bilo stanje leta 2020? Svet ECB se je na zadnji seji odločil, da pustijo obrestno mero na mejno posojilo na 0,25%, operacije glavnega refinanciranja na 0% ter mejni depozit na minus 0,5%. Na odločitve ECB-ja glede obrestne mere je vplivala predvsem pandemija koronavirusa. Poglejmo si preprost makroekonomski graf agregatnega povpraševanja in ponudbe v Evropski uniji. Zaprtje storitvenih dejavnosti in nižanje splošne ekonomske aktivnosti je onemogočilo potrošnjo, prav tako pa tudi proizvodnjo. Narasla je skeptičnost potrošnikov in proizvajalcev glede ekonomske prihodnosti, zaradi česar so se znižale tudi investicije. Splet teh in še drugih dejavnikov je privedel k splošnemu padcu agregatnega povpraševanja in agregatne proizvodnje v Evropski uniji, kar vodi v nižanje BDP-ja. Z močnim zmanjšanjem splošne ekonomske aktivnosti je narasla tudi brezposelnost. Inflacija pa po podatkih ECB ostaja stabilna. Kaj pa lahko pričakujemo v prihodnosti, v preostanku 2021? Najverjetneje bomo priča naraščanju in padanju števila bolnikov COVID-19 v različnih obdobjih leta, kar bo vplivalo tudi na gospodarsko dejavnost. Kljub temu, da pandemija in njene številne negativne posledice ostajajo, pa je zdaj vendarle na voljo tudi cepivo. Poglejmo si na primer naslednji graf. Število cepljenj na 100 prebivalcev v Evropski uniji močno narašča že od začetka januarja. Na kaj se bomo torej osredotočili v predstavitvi? Temelj analize bo slonel na vplivu koronavirusne pandemije na padec pretekle ekonomske aktivnosti. Obenem pa bomo razložili tudi, kako ti vplivi pandemije potrjujejo odločitev ECB o obrestnih merah. Dodali bomo tudi nekaj lastnih napovedi z upoštevanjem morebitnega izboljšanja stanja zaradi razvoja cepiv. Obrestna mera. Kaj pravzaprav so obresti? Obresti so po eni strani stroški, ki jih imamo pri izposoji denarja, in po drugi strani prihodki, ki jih ustvarimo s prihranki. Z drugimi besedami, če v banki vzamemo posojilo, so obresti strošek tega posojila. Če denar položimo na varčevalni račun, so obresti prihodek, ki ga prejemamo od banke za svoje prihranke. Evropska centralna banka določi 3 glavne obrestne mere. Operacije glavnega refinanciranja. Pri teh operacijah si lahko banke sposodijo likvidnost od evrosistema na tedenski ravni, pri čemer morajo nekaj zastaviti kot jamstvo. Mejni depoziti. To obrestno mero banke uporabljajo za depozite za čez noč pri evrosistemu. Mejno posojilo. Po tej obrestni meri si lahko banke sposodijo likvidnost za čez noč pri evrosistemu. Čeprav te obrestne mere določa Evropska centralna banka in veljajo za vse komercialne banke, ne direktno za potrošnike, pa posredno vplivajo tudi na nje. Na primer, če Evropska centralna banka določi višjo obrestno mero komercialnim bankam, bodo te, najverjetneje, prav tako zvišale svoje obrestne mere, zaračunane potrošnikom. Tako se z zvišanjem obrestne mere, katero določa Evropska centralna banka, spreminjajo tudi posamezne obrestne mere komercialnih bank. Zakaj je obrestna mera pomembna? Centralne banke uporabljajo obresti kot način nadzora agregatnega povpraševanja in s tem nadzorujejo stabilnost cen v gospodarstvu. Zvišanje obrestnih mer pomeni dražja posojila in obenem večji prihodek z varčevalnih računov. Zato se zniža potrošnja dobrin in storitev, saj potrošniki denar raje hranijo na varčevalnih računih, kot da z njim plačujejo za storitve oziroma dobrine. Padejo tudi investicije, saj so posojila, potrebna za investicije, sedaj dražja. Nižanje obrestnih mer pa povzroči ravno obratni učinek. Potrošnja in investicije se povečajo. Pozdravljeni, sem Rok in skupaj z Luko in Hano vam bom predstavil ekonomsko analizo našega referata. Začel bom kar z BDP-jem.
Realni desezonirani BDP, kar je BDP pridobljen iz podatkov sezonskih vzorcev, v prvem kvartalu je rast BDP vedno manjša kot v vseh nadaljnih, se je v tretjem kvartalu 2020 zmanjšal za 4,3% v evroobmočju v primerjavi s tretjim kvartalom 2019. Po najnovejših še ne popolnoma točnih dognanjih Eurostata, ki so išla po oddaji našega referata, pa naj bi BDP v četrtem kvartalu padel za 0,7% v evroobmočju v primerjavi s tretjim kvartalom, kar lahko pripišemo drugemu valu koronavirusa, ki je znižal povpraševanje v ekonomiji. Če je ta preliminarna ocena točna, to pomeni, da se je na letni ravni v letu 2020 BDP evroobmočja zmanjšal za 6,8%. Po poletni ekonomski napovedi 2020 je za leti 2021 in 2022 napovedano povečanje realnega BDP za 4,1 in 3%, ko se bo agregatno povpraševanje najbrž povečalo. V tržnem gospodarstvu se cene izdelkov in storitev lahko vedno spreminjajo. Nekatere se zvišajo, druge pa znižajo. O inflaciji govorimo takrat, ko pride do splošnega zvišanja cen izdelkov in storitev, ne le cen posameznih artiklov. Zaradi tega lahko za 1 evro kupimo manj, ali povedano drugače, evro je vreden manj kot prej. V Evropski uniji se inflacija meri s HICP, kar je harmonizirani indeks cen potrebščin. Po projekcijah ekonomske napovedi za leto 2020, ki jo sestavljajo strokovnjaki za evrosistem, bo medletna inflacija v letu 2020 znašala 0,3%, v letu 2021 1%, v letu 2022 pa 1,3%. V primerjavi z letošnjimi junijskimi makroekonomskimi projekcijami strokovnjakov evrosistema so inflacijski obeti za leto 2020 nespremenjeni, za leto 2021 so bili popravljeni navzgor, za leto 2022 pa so ponovno nespremenjeni. Tržni kazalniki dolgoročnejših inflacijskih pričakovanj so se vrnili na raven, ki je bila zabeležena pred pandemijo, čeprav še vedno ostajajo zelo umirjeni. Kako kazalniki inflacije vplivajo na odločitev Evropske centralne banke o obrestnih merah? Stabilna raven inflacije potrjuje odločitev Evropske centralne banke, da obrestne mere ostajajo nizke, se sprememba obrestnih mer ob stabilnih cenah v evroobmočju ni potrebna. Luka, prevzemi. Javnofinančni primanjkljaj. Pandemija koronavirusa ima še naprej izjemno velik vpliv na javne finance v evroobmočju. Javnofinančni stroški zajezitvenih ukrepov so zelo veliki v vseh državah evroobmočja, čeprav se breme in sposobnost odzivanja od države do države razlikujeta. Zaradi gospodarskega upada in znatne javnofinančne podpore naj bi se javnofinančni primanjkljaj v evroobmočju po projekcijah precej povečal. In sicer na 8,8% BDP v letu 2020 v primerjavi z 0,6% v letu 2019. Stopnja primanjkljaja naj bi se v letu 2021 zmanjšala na 4,9%, v letu 2022 pa za 3,6% BDP. Zaradi izrazitega krčanja gospodarstva evroobmočja je še naprej ključno, da države izvajajo javne finančne politike, ki so ambiciozne, se pravi ekspanzivne in medsebojno usklajene, za kar je potrebna nespremenjena obrestna mera. K omiljenju javnofinančnega primanjkljaja bodo pomagale 3 varnostne mreže v višini 540 milijard evrov, ki jih je odobril Evropski svet, in instrument Evropske komisije za okrevanje Next Generation EU v višini 750 milijard evrov, ki lahko pomaga sektorjem in regijam, ki jih je pandemija najbolj prizadela. Razmerje med javnim dolgom in BDP. Skupni delež javnega dolga evroobmočja v razmerju do BDP naj bi se v letu 2020 močno povečal, in sicer na 100,7% BDP, nato pa naj bi se zelo postopno zmanjševal. Predvideno povečanje za 16,6% glede na leto 2019 je predvsem posledica večjega dolga ter zmanjšanega BDP. V letih 2021 in 2022 bi naj bil proračunski primanjkljaj vse manjši zaradi okrevanja gospodarske aktivnosti, a še vedno precej velik. Nizka obrestna mera, ki jo je določila Evropska centralna banka, bo ekspanzivno vplivala na agregatno povpraševanje in posledično povečala BDP, kar bo pripomoglo k zmanjšanju javnega dolga evroobmočja. Z zajezitvenimi ukrepi so bili trgi dela v evroobmočju močno prizadeti. Ker se je znižalo agregatno povpraševanje v celotnem evroobmočju, je padlo tudi agregatno povpraševanje za delovno silo.
Padec tega povpraševanja je bil precejšen. Zaposlenost je v drugem četrtletju 2020 padla kar za 2,9%, kar pomeni 5,1 milijona več brezposelnih v evroobmočju kot poprej. Padla je tudi produktivnost. Pričakovanja gospodinjstev niso zelo spodbudna, pričakovan je nadaljnji padec zaposlenosti. Kljub temu lahko pričakujemo, da se bo situacija spričo razvoja cepiv postopoma izboljšala. In kako na brezposelnost vpliva odločitev ECB o obrestni meri? Odločitev ECB, da obrestne mere za posojila ostajajo nizke, spodbuja investicije, saj podjetjem omogoča ugodna posojila in tako pripomore k večanju agregatnega povpraševanja. S tem ECB torej preprečuje nadaljnjo brezposelnost. Ukrepi za omejitev širjenja koronavirusne bolezni so zvišali trgovske stroške in povzročili motnje v svetovnih proizvodnih verigah, kar je povzročilo upad svetovnega povpraševanja. Svetovni uvoz blaga brez evroobmočja se je v drugem četrtletju medčetrtletno skrčil. To je vodilo k temu, da se je ponudba evra na tujih trgih znižala, kar je najbrž razlog, da je evro na deviznih trgih v primerjavi s trgovskimi partnericami močno apreciiral. V obravnavanem obdobju se je nominalni efektivni tečaj evra zvišal za 2,8% v primerjavi z valutami 42 najpomembnejših trgovskih partneric evroobmočja. V razmerju do ameriškega dolarja denimo je evro pridobil za 4,6%. Čeprav je za nas potrošnike to pozitivna stvar, saj so tuji produkti za nas relativno cenejši, je to za celotno evroobmočje slabo, saj so za tuje potrošnike naši produkti postali relativno dražji in posledično manj konkurenčni na svetovnem trgu. To bo zmanjšalo izvoze iz evroobmočja in posledično zmanjšalo agregatno povpraševanje, kar ima slab vpliv na celotno gospodarstvo. Da do tega ne bi prišlo, je odločitev ECB o nizkih obrestnih merah po našem mnenju pravilna, saj odvrača tuje vlagatelje od tega, da bi denar hranili v evrih, za svoje prihranke namreč dobijo nižje obresti. To bo posledično zmanjšalo povpraševanje po evrih, kar bi lahko znižalo njihov tečaj v primerjavi z ostalimi valutami ter naredilo evropske izvozne produkte bolj konkurenčne na tujih trgih. Ko bodo v prihodnosti države postopno začele odpravljati zajezitvene ukrepe, bo predvidoma prišlo do odboja svetovne trgovine, čeprav se lahko pokažejo tudi negativne posledice samih ukrepov. Dokler ne bo na voljo medicinska rešitev, bodo države najbrž še naprej vztrajale pri selektivnih prehodih meje, kar lahko nadalje zavira trgovinsko menjavo. Vseeno pa menimo, da bi lahko uporaba cepiv procese odpiranja mej nekoliko pospešila. Marca 2020 so cene primarnih surovin upadle za 20%, kar je največji enkratni padec v zgodovini. K upadu je najbolj doprinesel strm upad cene nafte, medtem ko so kovine, rudnine in prehranski izdelki upadle za okoli 4%. V prihodnosti bo cena surove nafte ter drugih omenjenih surovin predvidoma naraščala zaradi povečanega povpraševanja, ko se bodo začeli zajezitveni ukrepi v prihodnjih mesecih sproščati kot posledica cepiv. Sedaj pa na hitro pogledamo še nestandardne ukrepe. Evrosistem je nestandardne ukrepe uvedel predvsem z namenom zmanjšanja tveganj in nudenja podpore posameznim segmentom trga. Kot dodatek obstoječim nestandardnim ukrepom je Svet Evropske centralne banke 18. marca 2020 sprejel nov začasni oziroma izredni program odkupov vrednostnih papirjev za čas pandemije oziroma Pandemic Emergency Purchase Program, PEPP, v skupnem obsegu 750 milijard evrov, kar je primerljivo 6% BDP celotnega evrskega območja. Namen ukrepa je preprečiti tveganja v zvezi s procesom denarne politike na splošno ekonomijo in cenovno raven ter pomoč območju Evropske unije, ki ga je prizadela pandemija koronavirusa. Nakupi v okviru novega programa so začeli izvajati 26. marca 2020 in so potekali do konca leta. No, sedaj pa kar k Matiji. Sem Matija in predstavil vam bom denarno analizo. Denarna analiza v splošnem preučuje količino denarja, ki je v obtoku, oziroma količino denarja, ki je potrošnikom na voljo. Na podlagi denarne analize Evropska centralna banka uporabi različne monetarne oziroma denarne instrumente za doseganje svojih ciljev.
Glavni cilj denarne oziroma monetarne politike Evropske centralne banke je ohranjanje stabilnosti cen oziroma ohranjanje inflacije v evroobmočju pod 2%. Evropska centralna banka jo skuša kontrolirati z omenjenimi monetarnimi instrumenti, glavni med katerimi so operacija odprtega trga, odprte ponudbe in vzdrževanje obveznih rezerv. Monetarne instrumente Evropska centralna banka uporablja glede na napovedi in pričakovanja, ki jih razberejo iz denarne analize. Za namene denarne analize Evropska centralna banka spremlja več tako imenovanih denarnih agregatov, nihanja v stopnji rasti katerih Evropski centralni banki razkrivajo pomembne informacije o denarju in cenah. Najpomembnejša denarna agregata sta agregata M1 in M3. Denarni agregat M1 vsebuje gotovino v obtoku in pogledne vloge. Z drugimi besedami, denar, ki je potrošnikom zlahka dostopen. Denarni agregat M3 vključuje poleg M1 še instrumente, kot so repo posli, dolžninski vrednostni papirji za zapadljivost 2 let in delnice. Z drugimi besedami, denar, ki je potrošnikom težje dostopen, se pravi, agregat M3 je manj likviden kot agregat M1. Pa si pogledamo podatke o spremenjenju vrednosti teh agregatov v preteklem letu 2020. Letna stopnja rasti denarnega agregata M3 je v novembru 2020 znašala 11%, decembra pa se je povečala na 12,3%. V povprečju je v septembru, oktobru in novembru znašala 11,3%. Prav tako se je letna stopnja rasti ožjega denarnega agregata M1 v decembru 2020 znašala 15,6%, v primerjavi z novembrsko 14,5%, povečala za 1,1%. Letna stopnja rasti depozitov gospodinjstev se v decembru 2020 povečala na 8,7% iz novembrske 8,3%. Letna stopnja rasti depozitov družb oziroma podjetij se povečala za 0,4% iz 20,3% na 20,7% v istem obdobju. Prav tako se je letna stopnja rasti depozitov nedenarnih finančnih institucij povečala za 3,5% iz 11% na 14,5% v istem obdobju. Takšni porasti depozitov glede na trenutno ekonomsko stanje v evroobmočju niso zaželeni, saj pomenijo zmanjšano potrošnjo denarja za dobrine in storitve. Zvišanje glavne obrestne mere bi ta učinek samo še podkrepilo, saj bi tako posledično depoziti za potrošnike in podjetja bili še bolj ugodni. Zato je po našem mnenju odločitev Evropske centralne banke, da obrestne mere za depozite obdrži na ravni minus 0,5% smiselna. Iz novembra 2020 na december se je letna stopnja rasti posojil gospodinjstvom v evroobmočju povečala na 9,6% iz 9,1%. Letna stopnja rasti posojil državam se je iz 21,2% v novembru 2020 povečala na 22,25% v decembru. Prav tako se je stopnja rasti posojil privatnemu sektorju povečala na 5,3% iz 5,1% v istem obdobju. Graf prikazuje letno stopnjo rasti posojil posameznikom, nefinančnim organizacijam ter privatnemu sektorju. Razvidno je, da so bile spremembe v letni stopnji rasti v zadnjih 5 mesecih leta 2020 zelo majhne, oziroma da je letna stopnja rasti stagnirala. V primerjavi s prejšnjimi leti se je stopnja rasti posojil nefinančnim organizacijam in privatnemu sektorju povečala, stopnja rasti posojil posameznikom pa je v 2020 v primerjavi s prejšnjimi leti padla. Kako podatki o posojilih potrjujejo odločitev Evropske centralne banke o obrestni meri? Posojila so glede na trenutno ekonomsko situacijo zaželena. Se večajo investicije in potrošnjo ter tako primorejo k večanju agregatnega povpraševanja. To ponovno potrjuje odločitev Evropske centralne banke o nizkih obrestnih merah za posojila, saj so s tem posojila Evropske centralne banke lokalnim bankam cenejša, prav tako pa so posledično cenejša posojila lokalnih bank gospodinjstvom in podjetjem. Za zaključek. Menimo, da se bo kot posledica učinkovanja cepiv v letu 2021 začelo postopno odpravljanje omejitvenih ukrepov proti koronavirusu po celotnem evroobmočju, kar bo pripomoglo k povečanju agregatnega povpraševanja v tej ekonomski regiji in pozitivno vplivalo na ekonomijo. Kljub temu menimo, da mora Evropska centralna banka še naprej nadaljevati z ekspanzivno denarno politiko. Vlade držav članic pa tudi fiskalno politiko, za namene rahljanja posledic, ki jih je na gospodarstvu pustila pandemija. Menimo, da je odločitev Evropske centralne banke o obrestnih merah v 2021 smiselna in se za njo popolnoma strinjamo, kot smo pokazali v ekonomski in denarni analizi. Odločitev ECB o nizkih obrestnih merah je smiselna, saj
preprečuje nadaljno brezposelnost, viša agregatno povpraševanje, spodbuja posojila, cena posojil je za nizko obrestno mero prav tako nizka, več posojil pa veča investicije in potrošnjo, ne spodbuja prihrankov, denar tako ostaja na voljo za potrošnjo, kar prav tako veča agregatno povpraševanje, preprečuje nadaljne apreciiranje evra, saj prihranki za tuje vlagatelje v EU niso ugodni, in ne niža inflacije, saj to glede na trenutno stabilnost cen ni potrebno. Prav tako pa omogoča ECB vodenje nadaljne ekspanzivne politike, kar vodi k povečanju agregatnega povpraševanja in skupnemu manjšanju javnega dolga. Obrestne mere naj tako ostanejo nespremenjene in ekspanzivno naravnane na ravni 0% za operacije glavnega refinanciranja, za depozit naj ostanejo minus 0,5%, na mejno posojilo pa na 0,25%. No, morda vas je tekom predstavitve zanimalo, zakaj je ime naše skupine absolutne ničle. Prispeli smo na konec našega videa in odgovor je pred vami. Ime nam je absolutne ničle, ker se absolutno strinjamo z obrestno mero 0%, ki je določila Evropska centralna banka.